Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in a se vam kdaj zgodi, da rečete, joj, koliko sem pa jaz utrujena? Se pravi, vsi rečemo, jaz sem utrujena. Ali pa rečete, joj, ne zmorem. Se pravi, jaz sem v osnovi preobremenjena. In ko tako razmišljamo, v bistvu s tem, kar rečemo, jaz sem, definiramo sebe. In ko definiramo sebe, delujemo prav na prvo čakro, prva čakra, pa poganja energijo po celem telesu navzgor, v bistvu po hrbtenici teče energija in napaja vse ostale centre. V bistvu to je tako kot nek izvir, ta kundalini energija, izvir večne energije v nas. No, in druga zadeva pa, ko pa mi potrjujemo z besedami, jaz sem ustvarjalna, jaz sem vijolični plamen ognja, jaz sem uspešna, jaz sem, karkoli rečemo, jaz sem. Zdaj vam bom pa razložila, zakaj je to tako pomembno. Poglejte, tukaj imam karte Sveti zvezdni gral. In tukaj noter je prvič, ko sem se srečala z Saint-Germainom, in mnogi verjamem, da ste že slišali za vnebovzetega mojstra Saint-Germaina. Šla sem poiskati več informacij o njem in dejstvo je, da Saint-Germain je bil živeči človek v 18. stoletju, živel je tukaj na predelu Evrope, nekaj časa v Benetkah, nekaj časa v Parizu, v Londonu, potem govoril je vse svetovne jezike, bil je umetnik, skladatelj, slikar, igral je več inštrumentov, dejansko bil je skrivnostni mož, ki se ni staral. Nihče ni znal niti definirati, koliko je star, videti je bil okrog 40 let in v bistvu so se kar precej govorice je širili med dvorjani, kar se je družil tudi s kralji. V glavnem, in Saint-Germain je v bistvu ga povezujejo z utelešenjem svetega Jožefa. Še prej, recimo, jaz sem večkrat šla poiskati nazaj, prerok Samuel, potem povezanje z Merlinom, alkimist, prerok in svetovalec kralja Arturja in še nekaj imen, ki sicer meni nič kaj ne povedo, ampak kot neki veliki izumitelj in tako naprej. No in v glavnem v tej knjigi o Saint-Germainu piše, da Saint-Germain je del velike bele bratovščine. Se pravi, je to bratovščina svetlih bitij, v kateri je tudi Jezus Kristus, kjer je tudi Buda, kjer je nadangel Mihael, kjer je mati Tereza. V glavnem ti ljudje in še mnogo, ti duše, tudi vnebovzeta mojstrica Marija, v glavnem, te duše spodbujajo razvoj sočutja v nas, razvoj ali pa prebujenje sočutja, ljubezni, miline, vsega dobrega. In zdaj se na zemljo spušča vijolični žarek in to je žarek, ki vpliva točno na sedež duše. Sedež duše je tukaj na prsnem košu in sedež duše v srcu, hkrati pa povezava preko kronske čakre, naprej se dela s stvarstvom. Ampak dejstvo pa je, dokler mi sebe definiramo kot jaz sem zguba, jaz sem debela, jaz sem neprivlačna, jaz sem vedno v dolgovih, jaz sem zmerom brez denarja. Poglejte, vsa ta definicija sebe, jaz sem, povzroča, da ne moramo dvigati svoje vibracije, ker sebe tako malo cenimo, ker sebe definiramo in s nizko energijo. Zato je tako pomembno, da vsak izmed nas počisti to nizko energijo v sebi in da si začne govoriti pozitivne trditve, prav te, ki so osnovani na jaz sem, osnovane na jaz sem uspešna, jaz sem zbrana, jaz sem v povezavi s stvarstvom, jaz sem ljubezen, jaz sem svetloba. In potem sem tukaj tudi sprintala ven, jaz sem bitje vijoličnega ognja, jaz sem čistost, ki si jo Bog želi.
V bistvu spodbudila me je k temu ena gospa, ki je bila pri meni in je rekla, da v bistvu Saint-Germain je definiral besedo I am in da je to najstarejša beseda, ampak dejstvo je, mislim, da definira I am, ne? Ampak dejstvo pa je, da slovenščina je v direktni povezavi s sanskritom. Sanskrit je najstarejši jezik na svetu in 30% osnov teh korenov besed je dejansko istih, naših slovenskih, kot starodavni jezik, ki se je ohranil v Indiji. In recimo zadnjič sem bila pri gospe Darinki, Darinka je čisti medij iz Radovalce, in ona je rekla, da kako je zanimivo, da v sanskritu je izraz za žensko je Candra in tisti, ki poznate stara narečja, kar pomislite, niso nekoč stari ljudje rekli za žensko, ne bodno taka Candra, pomeni ne bo taka kurba. In izraz v sanskritu za moškega je cigan. Naslednja zadeva, številčenje imamo praktično isto. Recimo duri, je to v indijskem starodavnem jeziku ravno tako duri in kup drugih besed, tako da tisti, ki vas več zanima, v bistvu slovenščina in mi, Sloveni, mi smo starodavno ljudstvo. In se mogoče tega ne zavedamo, ker vedno več uporabljamo tujih sopomenk, v bistvu besede, ki jih poslovenimo, namesto da bi slovenska uporabljali. No in zdaj, če se vrnem na to definicijo, jaz sem pa na Saint-Germaina. V glavnem Saint-Germain deluje na vijoličnem žarku in vnaša v naše življenje čisto transformacijo. No in tukaj pri nadangelu Zadkielu, Zadkiel je angel Božje pravice in poštenosti, spet berem iz Svetega zvezdnega grala. Nadangel Zadkiel je angel pravičnosti, poštenosti, osvoboditve, milosti, sočutja, radosti in usmiljenja. Imenovan je tudi princ usmiljenja in sočutja, dobrodelnosti, je angel vizije, duhovne ljubezni. In potem je naprej molitev. Vizualizirajte vijolični plamen, kako vas prežema in obdaja, in 3-krat izgovorite: Nebovzeti mojster Saint-Germain, nadangel Zadkiel, angeli vijoličnega plamena, vijolični plamen, odenite me, pomagajte mi, pomagajte mi, pomagajte mi. Jaz sem luč srca, jaz sem luč svetlobe, jaz sem vijolični plamen transformacije in osvoboditve. Gremo še enkrat. Nebovzeti mojster Saint-Germain, nadangel Zadkiel, angeli vijoličnega plamena, vijolični plamen, odenite me, pomagajte mi, pomagajte mi, pomagajte mi. Jaz sem luč srca, jaz sem luč svetlobe, jaz sem vijolični plamen transformacije in osvoboditve. No in dajmo še enkrat. Nebovzeti mojster Saint-Germain, nadangel Zadkiel, angeli vijoličnega plamena, vijolični plamen, odenite me, pomagajte mi, pomagajte mi, pomagajte mi. Jaz sem luč srca, jaz sem luč svetlobe, jaz sem vijolični plamen transformacije in osvoboditve. Nato se angelom vijoličnega plamena in Saint-Germainu samo zahvalimo za vso moč, za podporo in predvsem zato, ker nam usmerja naše misli v pozitivo. Takrat, lejte, ko ste preobremenjeni, ko razmišljate, moram še to, še to, še to, še to, še to, se mudi. Dajte se ustaviti, samo vdihnite in si predstavljate, da vdihnete vijolični plamen, da gre v vas in da vsaka celica zažari v tem vijoličnem plamenu in si rečete: jaz sem vijolični plamen transformacije, jaz sem mir, jaz sem svetloba. Vdihnete zrak in počakate, da nervoza mine, ker vse boste naredili, nobena stvar vam ne bo šla, ampak dejstvo pa je, lahko se vam zgodi nekaj podobnega, kar se je meni leta nazaj zgodilo in ni to glih pametna zadeva,
Hitela sem, ampak res sem hitela, mudil se mi je. Razmišljala sem, da moram še iti na pošto, plačati položnico, da mi ne bojo sklopili telefona, denarja nisem imela. Otroci so bili majhni, nisem vedela, kje se me glava drži, hitela sem in dejansko sem se dobrih 100 metrov stran od hiše zaletela. Ker lejte, te nekaj ustavi. Ali pa enkrat drugič, ko je bilo spet, mudi se mi, mudi, še to. Poglejte, moč manifestacije je tako močna. Vem, da sem peljala, takrat spet otroci so bili majhni, doma so bile, povsod sem jih oblačila s seboj kot mačka ta mlade. Vem, da smo k eni stranki šle in je bila tam omejitev 40. In peljem 40 in ena od hčerk reče, mami, zakaj pa voziš tako počas? Sem rekla, če me zdajle ustavijo policaji, da bi vozila prehitro, bi plačala tako kazen, kot jo porabimo za enkrat na morju, za eno morje. In v bistvu očitno smo se vsi 4 takrat predstavljali, koliko velik denarja mi zaplenijo policaji. Lejte, 2 uri kasneje, nekje sem se zaklepetala, bilo je fino, naprej sem bila zmenjena, jaz v Ljubljani po gasu, muska do konca, mami, daj musko, avto je delal tako, tup. Jaz po gasu, ker sem mislila, da je že konc naselja, omejitev je bila 40, jaz sem vozila preko 80. Komaj sem ustavila, ker je neka policajka skočila iz enega grma, avto je še kar delal, tup. Nisem vedela, kje naj ugasnem avto, kaj naj naredim, v glavnem. Ona mirno stoji pred avtomobilom, je rekla, če bi imela moč, vam bi zdajle vzela izpit. Lejte, jaz sem mir. To je tista mantra, ki jo je pametno ponavljati in takrat, ko se vam najbolj mudi, takrat zaustavite. Jaz sem takrat res plačala kazen, tako kot bi jo plačala, če bi bili en teden ali pa 14 dni na morju. Pa še v izpit sem bila, pa še kazenske točke sem dobila, vse sem predelala. Zato ne bo to za vas nauk. Takrat, ko se vam dogaja, si začnite ponavljati stavek. Jaz sem mir, jaz sem vijolični plamen, skozi mene teče vijolični plamen, jaz sem svetloba. In bolj kot ste vi v svetlobi, več svetlobe gre okrog vas in predvsem, tako kot zdajle, kar se je meni zgodilo, ko začnemo ponavljati neke dogodke, ko se nam nekaj takega zgodi, se povežemo s tisto energijo, zato je pametno, da čim manjkrat ponavljate neljube dogodke in čim več pozornosti date v tisto, kar želite, da se vam zgodi. Zato čim več pozornosti dajete vse to, kar vi želite, kar želite, da se manifestira na ekranu vašega življenja in boste videli, vse se bo zgodilo. No, zdaj pa za konec, pa prehod v novo dobo. Da vidimo, prehod v novo dobo, sporočilo za nas, za vas, ki ste tukaj. Ja, prav to smo dobili, poglejte, pozornost. Vidim mir, vidim ljubezen, vidim srečo, vidim vse, kar si resnično želim. In potem naprej, v knjigici, to je karta 17, ta karta govori o pozornosti. Kam gre ta trenutek moja pozornost? Vse, kar delam in razmišljam, vse, čemur namenjam svojo pozornost, se veča. Pozornost je usmerjena energija, zato svojo pozornost usmerjam v napredek in harmonične odnose. Vse, česar si želim več, blagoslavljam in vse, kar naj odide, blagoslavljam. Zato, glejte, jaz sem mir. Jaz sem sposobna. Jaz sem uspešna. Jaz imam vedno dovolj denarja. Jaz sem srečna. Glejte, a ni boljš to, kot pa da si ponavljamo, kar ni v redu. Zato, drage boginje na tej zemlji in dragi gospodje, ki spremljate, vsak izmed nas ima vse moško in žensko plat. Dejstvo je, da ko bomo vsi uravnotežili te 2 plati, bomo postali v ravnovesju in takrat ne bo več ne prostora, ne časa, da skačemo drugim ljudem v glavo
in jih poskušamo spreobrniti. Zato, ker ko bomo mi sebe pošlihtali, ni nobene potrebe več, da kogarkoli spreminjamo na tej zemlji. Tako da cenite se, imejte se radi in delajte na sebi. Lep pozdrav!